Svoj sin, s tou dobrodušno smehlja se, ko viter salak igra se, i stari strni ljubim, si zeleni so objel, lepe ste vi karavanke, rad vas bom vidno imel. Lugarska svitje vsa v cvetu, sanja iziblje se v vetru, če bi za vas okazil, kaj zima vas zasneži. Lepe ste vi karavanke, da moč pozabit vas ni. Pozdrav, drage dame, dragi gospodje. Ja, za eno tako res nežno, čutno skladbo smo začeli Zimzelena in saj veste, dobro poznana Avsenikova pesem Prelepe ste vi karavanke. Takole z nežnostjo bomo tudi današnjo oddajo začeli, drage moje dame. Danes je pa 8. marc. Fantje, rožice, Mirko, Vili, nič rožic ni danes. Ja, jaz upam, draga moja družba, dragi moji fantje, dragi možje, da so ste danske izkazali. Danes je torej 8. marec, dan žensk. Drage moje ženske, a se zavedamo, kako smo lepe, kako smo dobre, kaj vse smo, kako veličastne smo. Ja, jaz vam seveda, drage moje dame, želim vse naj, vse dobro. Jaz bi takole povzela, kaj smo ženske. Ženske smo kot šopek travniških cvetlic. Vse travniške cvetlice so različne, niti ena skoraj ni enaka, ne? In takšne smo tudi ženske. Ena je s trni, ena je brez, ena je zdravilna, ena ni, ena je tudi strupena, druga ni. Vsaka ima svojo zgodbo. In takšne smo, drage dame, tudi me. Vsaka po svoje drugačna, pa vendarle smo si tako podobne. Nazadnje smo tiste, ki dajemo življenje. Nazadnje smo tiste, ki res v vsakem trenutku se lahko zanesete na nas. Dragi možje, dragi otroci in seveda vsi ostali. Zdaj ena taka res lepa misel. Ženska je mati, je hči, je žena, je sestra, je neverjetna oseba, je močna, pametna, zvita, je strastna, pogumna, velikodušna, je lepa, je pametna. Ženska daje življenje, daje ljubezen, spoštovanje, hvaležnost in verjame v druge. Ženska vas bo, drage moje, negovala, borila se bo za vas,
zato si tudi sama vse to zaslužil zameno. No, pa da ne bo pomote, ne, saj čez nekaj dni boste možje praznovali svoj praznik, tako da gremo se ena, ne. Tudi me, dame in seveda ženske, moramo podarjati seveda ljubezen moškim, se tudi njih spomniti, sicer pa podarjamo, ne, starek, vedno ponavljam, znova in znova in znova, podarjamo drugemu ljubezen, da bomo drug ob drugem torej postali ljudje. Takole, draga moja družba, nekaj besed torej namenjenih dragim mojim damam danes, ki praznujemo, torej dan žena. Ja, vas pa, draga moja družba, vabim torej na številko potem v nadaljevanju 090 93 61 22, da nas kličete, kajti danes bomo imeli kar 4 nagrade. V zadnjem delu, ko se bo zdajle počasi torej ansambel pripravil, se predstavil in vas povabil na en dogodek, ki bo kaj kmalu, potem v našem drugem delu pa torej nagradna igra za 4 nagrade in sicer danes bomo podelili 4 Brglezove darilne bone v vrednosti 25 evrov. Ja, prav ste slišali, darilni bon, ki jih torej lahko unovčite v poslovalnicah Brglez in sicer Zagorje, Vransko, Petrovče, Šempeter. Skratka, torej številka je vam že povsem znana, številka 090 93 61 22. To seveda v nadaljevanju. Zdajle pa, preden se nam pridružijo glasbeni gostje, ki vas bodo res povabili na ta čudovit dogodek, kakšen dogodek, seveda v nadaljevanju, vas povabim še na enega danes. In sicer Rdeči križ Štore, prejšnjo nedeljo so bili tukaj z nami, vas vabijo danes ob 16. uri v dvorano, torej v Štore. Jaz seveda poprošam, da mi zdajle dajo tale plakat. Torej, dobrodelni koncert tudi ob dnevu žena. Še imamo upanje, torej danes ob 16. uri v Kulturnem domu Štore. Za vas, za nas bodo nastopali ansambel Klateži, pa Darja Gajšek, ansambel Mikola, 5+ band, Štamparlo Pepi, oktet Podoglari, ansambel Lipušek, harmonikalski orkester Mikola, torej Rdeči križ Slovenije danes, torej dobrodelni koncert. Prejšnjo nedeljo smo imeli gospoda, ki je seveda tudi omenil, da boste vse, drage dame, danes prejeli tudi cvet. Pa ne gre se samo za cvet, gre se za dobrodelno noto. In lepo bi bilo, prav je, da podpremo takšne dogodke, zato vas danes res vabim v Štore, ja, v Kulturni dom ob 16. Takole, povedali smo skoraj da za začetek vse, ja, kakšen koncert bo seveda vas ansambel povabil, ki bo zdajle kaj kmalu tukaj v nadaljevanju, zdajle pa ena lepa pesem za vse vas, drage moje dame, samo ti.
Ja, ena lepa pesem, samo ti, torej bila za pesem res za moje drage dame, res veličastne, mogočne in takšne ostanimo seveda še naprej. Tako da, draga družba, še na en koncert vas vabim, kar povabilo enih koncertov zdajle, a ne? In sicer, ja, takole, 4. revija zmagovalcev narodno-zabavnih festivalov, ki bo v Vinski Gori v petek 27. marca s pričetkom ob 18:30 uri. No, na tem festivalu se bodo zvrstili vsi zmagovalci zelo znanih festivalov narodno-zabavne glasbe in sicer zmagovalci Števerjana, ansambel Zadetek, zmagovalci Vurberka, ansambel Poziv, festival Vurbek, tudi seveda ansambel Opoj, to povemo, da seveda tam izbira strokovna komisija, kot seveda tudi komisija občinstva oziroma ljudstvo, a ne? In potem Polka Valček, slovenska Polka Valček, Vere in originali, Vražji muzikanti, pa Graška Gora, Petovija kvintet, iz Cerkvenjaka, ansambel Roka Kastelca, ja, Dolenjske Toplice, ansambel Dolenjskih pet, Dalenci, a ne, festival Oplotnica, ansambel Gregorja Kobala in tujski festival Krimski lisjaki. Izkupiček je namenjen učni poti Škrata Bisera, gostiteljica večera pa je gospa Janja Ulaga. Ja, torej Vinska Gora, organizator je turistično društvo Vinska Gora, torej prireja 4. revijo zmagovalcev narodno-zabavnih festivalov. Nekaj, celega 2, mogoče 2 poznam tlele. Ansamblov je kot gobe po dežju, a ne, ki rastejo. Skratka, ja, predstavili se bodo seveda vsi zmagovalci, vsi tisti, ki tako še bolj podrobne, a ne, zdaj sledite vse te festivale, te mlade ansamble prav gotovo zelo dobro poznate. Zato seveda prisrčno dobrodošli. Takole, preden pa se mi pridružijo torej glasbeni gostje, ki jih s veseljem seveda že pričakujem, pa seveda povabilo res na tale dogodek, na koncert. S tem namenom so danes tudi prišli in so z nami, za vas, za vse nas. Ansambel Zame torej vas vabi na veliki koncert in sicer v športno dvorano Vojnik v nedeljo 22. marca ob 17. uri. Koncert v spomin na Francija Zameta ob izdaji torej CD plošče Ansambla Zame. Voditelj koncerta bo gospod Franci Podbrežnik, prodaja vstopnic v nadaljevanju, no nastopajoči pa seveda legende narodno-zabavne glasbe, ansambel Franca Miheliča, pa nepogrešljivi štirje kovači, no, z njimi pa bodo še tudi glasbeni prijatelji, Šeta Godba, otroci PZOŠ, torej osnovne šole Vojnik, folklorna skupina Dravca, Dominik Zame Pečnik in seveda mladina članov ansambla Zame. Prisrčno dobrodošli. Danes bodo povedali kaj več in vas seveda povabili na ta koncert. Zdaj pa, preden pridajo sem, uvodna pesem ansambla Zame. Izgubljena
Veseli fantje igrajo polke, na mizo nosi birt majolke. Po vodu urno se plesni pari, vrtijo lahnih not naokrog. Pri zadnji mizi je fant postaven, za ples dekle si išče mlado. Pogleda Urško, pogleda Zalko, nobeni nič do plesa ni. Takrat zagleda dekle najlepše, kot rožo lepo sredi vrta. Oči prekrasne, pogled prijazen, miru mu več nikjer ne da. Čez pas jo prime, zapleše polko, zdi se kot nosil bil veter. Nalahno k sebi jo stiska nežno, obima v srcu je lepo. Nalahno k sebi jo stiska nežno, obima v srcu je lepo. Takole na poskok smo zdaj začeli, draga družba. Veseli fantje, jaz upam, da ste zavriskali, zaplesali skupaj z ansamblom Zeme. Juhuhu, draga družba, en prisrčen pozdrav. Dober dan. Dober dan. Kak ste? Hvala, nikoli boljše. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da smo v bistvu vsi zdravi Zaenkrat, ja, da moramo tako. potrkati. In da se pripravljamo seveda za polno paro na koncert. Na koncert. Daniela, dam ti tale mikrofon. Koncert, najbolje, da jaz sem prej že malo povabila na koncert. Najboljše, da z tvojih ust, seveda ušesa vseh naših gledalk in pa gledalcev povabilo res na ta veliki dogodek. Ja, takole. Ansambl Zeme pripravljamo koncert, ki smo ga poimenovali Najlepše je doma. To je v bistvu skladbica Francija Zemeta in tudi njemu v spomin bomo priredili ta koncert Najlepše je doma in seveda tudi ob izdaji naše nove CD plošče. Ja. Koncert je zastavljen na 22. marec ob 17. uri v športni dvorani Vojnik. Vojnik in Ja. povabili ste tudi nekaj prijateljev, ki bodo popestrili tale večer. Seveda, nekako je Franci Zeme bil in ostaja legenda narodno-zabavne glasbe in smo tudi legende narodno-zabavne glasbe tudi povabili na naš koncert. In te so? Ansambl Franca Miheliča. Zakaj ravno Mihelič? Ja, zato ker So za vas legende, Daniela? Absolutno. Del te zgodbe sta tudi Andrej in pa Bojan, ki sta skupaj z njim tudi nastopala pred leti in si z njim tudi delila oder. Torej so muzicirali skupaj, zato tudi ta naveza. Ja. Zakaj pa štirje kovači? Štirje kovači? Ja, ker smo mi pravzaprav v En bistvu... del, ne sta pa, oziroma dva sta Korošca, ne? Ja, kar trije. No, trije? eden Bojan je uvožen, Uvožen. recimo. Ja, ampak okej. Ja, tudi naš... Ravno ko si pri tem uvozu, kakšen je bil ta uvoz? Se je adaptiral tale kufer? Jo, seveda, A? seveda, tudi po Korošku že kaj vleče. tako da že, ja. No, ga bomo ja. potem preizkusili. Imam nekaj pripravljenega. Ja. Zdajle. Torej, štirje kovači Kovači. smo tudi zelo dobri prijatelji. Naš Jan jim tudi občasno malo pomaga, zato tudi tukaj ta naveza. lepo. Ja. Lepo. Seveda smo povabili tudi glasbene prijatelje, torej naš Bojan tudi sodeluje v več sestavih, med njimi tudi v Šti godbi. Šta godba, to je godba, plek muskarska ali kako? Ja, v bistvu je to nekaka mešanca godbe pa big banda, bom rekla, bravo. nekako. No, lepo. Torej preigravajo Avsenikove skladbe, Super. Alpski kvintet in tako dalje. Za ta naš koncert je Luka Krof priredil eno našo skladbico in jo bomo tudi na našem koncertu slišali. No, Torej še lepo. neslišeno, videno. Pa tudi mladino boste imeli na odru, a ne? Seveda, Sin? domačine, najprej domačine, gremo ne tule smemo po vrsti, pozabiti, ja. tako. Prav je, da tudi mladino iz Vojnika povabimo, Ja. torej pevski zbor osnovne šole Vojnik bo tudi sodeloval. Seveda zopet eni Korošci, naša folklorna skupina Dravca, bo šla z nami v Vojnik in seveda naša mladina, torej najin sin, Dominik Zebe Pečnik in tudi Matic od Zakaj si Jožija. pogledala njega?
Matic je pa sin. Ja, seveda, seveda, tako Jožijev sin. Ja. Tisti, ki ne Tako. vemo, ja. Ja, bo tudi nastopil z nami, tako da se Tako. za podmladek ni treba bati. Lepo. Ja, Matjaž tudi bo, seveda. Joj, skoraj si ga pozabila. Ja. Veš, takole, zadnjih se kar pigo. Ja, sej, tudi. Matjaž tudi bo, seveda. Andrejev sin bo tudi na trobenti, tako. Mislim, to pazi se, da ne bi pol, se veš, kaj bi bilo povdaja, ne? Za rundo bi mogla Ja, dati. vse nikoli ne Ja, moreš imeti v glavi. saj to je pa res. Voditelj koncerta bo pa Ja. naš zelo dober prijatelj, je pa Franci Podbrežnik in verjemite mi, on je en tak... Da bo smeha Tako, dovolj, ne? tako, en tak Ljudski, multipraktik. Pa ljudski, Ja. tako. Naslednja pesem, ki jo boste zdaj igrali, je tudi naslovna, ne, vašega koncerta. Drži. Tako je, na našem koncertu bo recimo polovico skladbic Francija Zemeta, ki smo jo osvežili, in polovica skladbic bo izpod peresa našega Bojana. Super. Tako da smo to malo združili, nekaj starega in nekaj novega. Tako, zdaj le nekaj starega. Tako, najlepše je doma. O domu, seveda kasneje, zdaj le torej v drugo z nami ansambel Zeme. Imel sem brate in sestri, po svetu so odšli. Zvabila jih tujina je in njih nemirna kri. Tam se pehajo za denar, ki sreče jim ne da. Saj tu, kjer so rodili se, ostal je del srca. Težko še kdaj vodila pot, jih bo prek naših trat. Ko enkrat cvetje oveni, ne vrne se pomlad. Le jaz sem tu doma ostal, saj lepše ni nikjer. Bom zemljo kopal in oral, zapel si na večer. Sem tu doma ostal, saj lepše ni nikjer. Bom zemljo kopal in oral, zapel si na večer. Čeprav bolj skromno bom živel, mi srečno bo srce. En rojstni kraj, en rodni dom na svetu je za me. En rojstni kraj, en rodni dom na svetu je za me. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Ste ljubitelji konj? Tekmujete ali trenirate s konji ali pa jih imate le preprosto radi. Nudimo vam vse na enem mestu. Naša konjeniška trgovina Kartelani vam ponuja hrano za konje, vitamine in pestro izbiro opreme za vaše konje. No, opremo pa imamo tudi za vas. A to še ni vse. Opremo imamo tudi za vse ljubitelje western jahanja. Obiščite nas in se prepričajte.
Draga družba, zdajle vas bova z Danijelo prijazno povabile k Brglezu. Danijela, jaz ti predajam tole in jaz sem prepričana, da boš ti z veseljem povabila vse naše gledalke. Seveda bom. Torej, dobrodošli pri Brglezu. Imajo pestro ponudbo kruha, keksov, slaščic in tort. Torte okrogle pa oglate, kakšne posebne oblike, morda si nadstropno zaželite. Vse to pri nas dobite z lepo in okusno torto, svoje slavje popestrite. Vsak dan odličen svež kruh in pecivo. Torte sadne in čokoladne. Ko praznujete praznik z našo torto, si polepšajte. V poletnih dneh za sladoledom se osvežite, v naših lokalih pa kavico popite. Za vas pripravljajo kruh, kekse, slaščice in torte vseh vrst, oblik in za vse okuse. Ja, to smo res lepo povedali, super, odlično. Vedno za akcijo, torej Danijela, res dobrodošli vse Brglezove poslovanice. Hvala lepa seveda celotni družini, Romanu, Anici, Tomažu in pa seveda Dragici, ki se takole trudi za vse tele dobrote. Pri njih res nekaj novosti, vsakokrat, ko pridete v njihove slaščičarne, torej nekaj novega. Ne vem, si za čokoladno ali si bolj za sadno, Danijela? Jaz bi bolj sadno. Bolj sadno. To pri njih seveda ni nobene težave, kajti okusi so seveda različni, seveda pa nepogrešljiva, torej jutranja kavica pri njih in pa seveda rogljiček z vsebino, lahko je seveda z vaniljevo kremo, lahko je z marmelado, s čokolado in pa seveda tele dobrote, ki jih seveda vidite zdajle lahko. Dragica se seveda vedno trudi vnesti nekaj novitete, sicer pa dobrodošli vse Brglezove poslovanice in pa tudi v Šempeter, v novo slaščičarsko delavnico in kavarno. Torej, dobrodošli pri Brglezu, no zdajle je seveda tudi čas porok, čas slavja, različnih slavij, torej za kakšne krste, rojstne dnevne zabave, obletnice, seveda lahko si svoje slavje popestrite z okusno in seveda odlično, pa lepo, ne, Brglezovo torto. Dobrodošli torej pri Brglezu. Takole, draga družba, pa vaju zdajle z Danijelo še vabiva in sicer natančneje v foto Anka. Danijela, tu si pa najboljša reklama zdajle ti. Pa veva zakaj, ne? Ja, za foto Anko v bistvu sodelujemo že več let, torej tudi ansambl Zeme, naše promocijske fotografije je foto Anka izvrstno seveda izpeljala, torej, spomeni tudi na poroko. Na vajno poroko, to pomeni, foto Anka je specialist za poroke. Kaj to pomeni? Prišel je poslikat, sta vidva izbrala oziroma kraj, kje, kako, kaj, ali to vse on? Pravzaprav je tak, mi smo se dogovorili za slikanje, a ne, in je prišel recimo pač na dogovorjeno lokacijo, že domov. Super. Torej, sta posnela tudi film? Ne, to pa nismo, danes mi je žal, ampak to tudi ponavljamo. To tudi nudijo pri foto Anki, torej izvrstne slikice, tudi fotoalbum potem izdelan, tudi filmček iz slik. Ja, imata vidva doma oziroma imate kakšno fotoknjigo od foto Anke? Imamo, in to leseno, tako ogromno veliko. Ogromna knjiga, ne? No, tukaj je torej nekaj različnih velikosti, foto Anka, ki se seveda res ujame tele nepozabne trenutke, ne? Res je. Fotografije so tako žive, da bi imel človek občutek, kot da je tam. Da je tam, ne? Res, Marcel, hvala lepa za tole in tudi seveda povabilo vsem vam, dragi gledalke in gledalci, torej da pridete v foto Anka. Zdaj je čas poroka, ne? Tudi ansambl Zeme, dosti igra na porokah. Se bliže, tako je. Torej imamo naše all-inclusive ponudbe, torej za poročnimi obredi in tudi poročnim slavjem. Tako, no zraven pa še fotografija, ki jo torej naredi foto Anka. Takole, Danijela, hvala lepa ti za tole, zdaj seveda samo še kratko povabilo in sicer na sejem Flora, torej 2020,
takole, vse za vrt, dom in pa seveda okolico, ki bo od 13. do 16. torej 3. marca torej v Celju. Obiščite torej tudi prodajni prostor oziroma sejemski prostor podjetja Skaza, ki se bo tam predstavilo in seveda tudi izpeljalo eno odlično nagradno igro. Osvoji enega od 3 bokašev organkov v olivno-zeleni in beli kombinaciji, torej ekskluzivno Skaza predstavlja nove barve, novitete, torej na tem sejmu, torej Flora, ki bo potekala, nagradna igra bo potekala seveda od 9. do 29. marca, sicer pa dobrodošli torej na Floro 20, bokašev organkov pomočnik, ki biološke odpadke torej spremeni v ekološko gnojilo. Torej nagradna igra bo potekala tudi na Facebook profilu Organko in sicer 3.3. bodo izžrebali seveda 3 dobitniki, ki boste dobili bokaš organka. Je pa seveda pogoj, da pridete torej na sejem, pogledate tudi spletno stran, odgovorite na nekaj vprašanj. Vprašanje, ki je zastavljeno na tem flyerju oziroma letaku je, kaj za vas pridela torej bokaš organko. Obkrožite seveda 3 pravilne odgovore, eden je seveda prvovrstno kompostno osnovo, potem ali sveže sadje, organsko gnojilo ali pa naravno čistilo za odtoke. Torej velika nagradna igra, kaj več seveda na sejemskem prostoru, kjer se bo predstavljalo tudi podjetje Skaza, ekskluzivno torej z novimi barvami. Takole, draga družba, jaz pa zdaj grem seveda med družbo, poglej, kam imam tlele, da se malo nasmejala. Bojan, ja, pridi, dajmo, se bomo vsega druga, tudi vi se boste tudi pol smejali. Tako da Bojan pa Daniela, pridite malo sem, ker smo prej govorili o uvozu, Zanče pre meni bil gospod Milan Kamnik, ki ga dobro tudi poznate, a ne? Poznamo, A sodelujete kaj z njim, Zameti? Ne, zaenkrat še ne, da pa radi poslušamo. No, super. Bojan, zdaj, ker si ti tako uvožena, jaz vem, pa tudi jaz sem uvožena, pa dosti besed nisem najbolj razumela, ker ti Korošci imajo neke posebne šete besede, šete pesmi in tako dalje. Gorta, dovta, kak je pol? Zuna, zun, pa vanta, zun, Daniela. Ja, kaj če si zuna, zun, si kje? Zuna, zun. Ja, ampak to mi ne razumemo, veš, mi to, ko mi reče, gremo ven to zun, kam gremo? To gremo ven, ne? Ja, ven. Če si pa zunaj, si pa zuna zun. Ja. Ja, to je tep logično, nam to ni bilo logično, našim, nam, ki smo uvoženi. Zdaj le ti dam seveda mikrofon, pa da vidimo, če ti poznaš kaj teh koroških besed. Misliš, da mu bo šlo? Bo šlo. Pa poglejmo. Froštik, to tako veš, kaj je. Pa nič ne bomo pomagali. Ja, vem. Kaj je? Je že bil danes. A je že bil? Kaj ste pa imeli danes za zajtrk? Jaz sem šel po frišne želnice. Super. In žina? Ja, to, kar pride zele, ne? Kar bo zele, ne? Kosilo. južna, Ena mi panj, rečemo nedeljsko doma, kosilo. Zele pa najboljš, da damo kar Danieli, ker bo to ona najboljš govorila, ne? Deva takole, nič gledati. Kaj pa mu povej, kaj je to? Gujšno. Sigurno. Aha. Ja, zagotovo, točno. Okay. Pa recimo, kaj pa recimo to veš, kaj so, no dobro, cote, to veš, kaj je. Zdaj, kaj smo že oblečene, ne? Kaj še? Dajmo nekaj tazga, ko po mojem ne bo vedel. Kaj pa recimo, jaz vidim, da tule ni vseh. Recimo, kaj pa je freta? Viš, tu bi pa rabo zdaj pomoč. Freta, mandl. Kaj je freta? Smo blizu. Blizu, torej majhna bajta ali pa kmetija. Ja, super, bravo. Bravo. Naprej. Kaj pa pomeni, to imamo mi rada, kaj pa je košta? To povemo. Kaj pa je? Za jest. Torej hrana. Ja. Kaj pa pomeni, če si kundi? Ja. Recimo, da se nes v tem mali kundi. Kje si to našla? Aha, pameten, brihten, inovativen. Ja. Kako se je opisal? Ja. Tule pa recimo ne piše, kaj pomeni šrajat. Kaj pa pomeni šrajat?
da se dereš, ne? Ja. Tako da, lej, super, jaz vidim, da ti dobro gleda, mislim, gre. Veliko, ja. Na aklih, ni aklih, kaj to pomeni? Ni aklih. Vseeno, okej. Ambrt. Kaj pomeni ambrt? Ambrt, no. Še enkrat? Ne. Ja, enkrat ima duca, res. Ja. Uhl. Sem prav povedala, ne? Uhl. Jaz včasih rečem tisto ko uho. A je uho? Uho. Ne, pa Ne? nima veze. Jaz bi tudi rekla, da je uho. Ja, pa ni, ne, saj to sem rekel. Prebrisan. Brisan, tako da. Ja, saj to pa tudi le še imaš čas, tako, še enih 40. Vsak dan se lahko učimo nekaj novega. Tako. Ja. Super, evo, ansambel Zame je torej z nami, ki vas prijazno vabi torej na koncert. Zdaj povejte mi malo tole, ne tale virus pa to, kaj je s tem? Ste vi, ansambel Zametovci, to fejst zdaj v tem tudi se moramo držati na distanci 1,5 metra, 2? Kako? No, v tem težkem, pomladnem času, ko ne veš, ali je zima, ali je pomlad, ali kaj je že, letos je tako ni bilo neke zime, težko najdeš koga, ki ni nahoden. Seveda se moramo pa držati navodil oziroma pač priporočil, ki prihajajo iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kaj to pomeni zdaj za koncerte? Zdaj, ker poslušamo vsak dan nove zgodbe, novi ljudje, ki so okuženi. Kaj to pomeni zdaj za te koncerte? V bistvu včeraj pa danes je nekaj prireditev bilo odpovedanih. Situacija se seveda iz dneva v dan spreminja. Torej, mi smo še vedno polni upanja in dobre volje, da naš koncert 22. marca bo. Če pa slučajno ne bi bilo, bomo pa seveda, je to višja sila in seveda bomo predstavili. Se predstavlja? Ja, predstavi se, vsekakor ga bomo izvedli, ampak zaenkrat pustimo to tako. Naj bo 22. marec. Da pospravite torej tudi to pod streho, a ne? Spomin torej na Francija Zameta in pa izid plošče, CD-ja. Ja. Torej, ga še fizično imamo, ali ne? Hkrati se dogaja ogromno stvari. Mi smo res zelo v 3 letih smo naredili se mi zdi, da je tak dopadljiv izdelek. Ravno v bistvu prihaja v teh dneh na police in smo veseli, da bomo tudi koncert lahko naredili, se pravi, najlepše doma in tudi naslov CD-ja bo najlepše doma. Ja, koliko skladb? Torej ga še fizično nimate? Ne, šlo je ravno, je v tisko. Ja, torej, in vedno je tako, ne, tisto pričakovanje, ne, prijeti ta izdelek, pa kako bo. Ja, seveda, vsaka skladba ima eno svojo zgodbo. Tudi vsaka skladba svojo zgodbo, naslovnica je absolutno že izbrana, a ne? Bo v teh otenkih, ki jih imate zdaj, ker vidim, zdaj pa to je ta barva, ne? Kdo je bil pobudnik za to barvo? Moram vprašati žena, ne? Ja, pravzaprav sem pobudnik jaz. Zakaj ta barva? Mislim, ker to je, ja. Nekako smo želeli tudi z oblikovalcem, lahko povem? Ja, seveda. Ja, seveda, torej idejni studio Aleksandar Mrvič in vodilni portal Narodnjak so nam seveda pri projektu v pomoč. Nekako smo želeli našo barvo, torej je vijolična. Ja. Ti imaš vse to rutico ali jih tudi menjuješ? Jih menjujem, ampak vedno je ali je modra ali pa vijolična. Vedno v teh otenkih in smo želeli nekako pridih nostalgije in smo pač izbrali to malo bež, rjavo. Retro. Tako malo retro barvo. Fantje so bili vsi za to, a ne? Vse jih niti vprašala, nisem. Vse se mi je kar zdela, ker v bistvu sem tam gledala. Ja, v redu, tako da super. A kdaj tako, bom rekla, imajo kakšne pripombe, ne vem? Pripombe so vedno dobrodošle in skušam tudi upoštevati. Seveda predpogoj je, da vprašam. Sam to ni bilo, a ne? Tako da ja. Super, Zame je torej z nami, ki bo zaigral v nadaljevanju še 2 skladbici. Povejte mi, kaj je z, ne vem, festivali. Lansko leto ste se udeležili Polke Valčka, kako je leto s tem? Festivale ste zdaj zaenkrat dan na stran, ali kako? Ja, lani smo sodelovali na Slovensko Polka Valček in smo prišli tudi v veliki finale. Zaenkrat smo se pa odločili, da bomo svojo energijo pač vložili v tale naš projekt, torej naš koncert, naš CD in tudi v igranje, ki ga bo letos kar dovolj, torej pestro leto nas čaka. Kaj to pomeni? So sobote, petki že rezervirani ali se še najde kakšen termin?
In seveda hitro poklicati, ne? Ja, vsekakor bi se še našel kak termin, je pa zagotovo že veliko zasedeno. Tako jaz še posebej ti aktualni meseci, ko so poroke, No, kateri so najbolj udarni? Ja, recimo velja. od maja do avgusta, septembra. Ja. Ne, tu nekje. Kaj ste ansambl Zeme? Specialisti za bolj za poroke ali bolj za veselice? Kako bi se opisali? Ja, v bistvu je to zelo težko opisati, ker se vedno uživimo v vlogo tam, kjer smo. Aha. Torej, za poroke imamo en posebej zastavljen koncept, torej, ker izvajamo tudi poročne obrede, torej jaz orglam v cerkvi, igram klaviature, Bojan gre zraven za saksofonom in tudi cerkveni ali pa civilni poročni obred oddelamo. Tudi Potem pa pridejo čez dan. fantje, ne? Ja, vse so že zraven, A, oni so že tako zraven. pridejo zraven Grejo hitro za svati, a ne. od doma, ja. Kake veselice so pa spet drugače Ja. zastavljene in je pa res, da vso glasbo izvajamo v živo, torej ni nekih matric pa karkoli in tudi naš bobnar Mitja pri zabavnih skladbah, Mitja Telič, zaropota in res vso glasbo izvajamo v živo. No, super. Zdaj se boste pripravili za naslednjo pesem, za praznik tvoj, komu jo boste danes podarili. A boš ti povedal? Ja, to bo najboljše. No, zdaj Lej, pa se... danes je glih tak ena lepa priložnost No, za tole mislim, da ste skladbico. kar v redu zadeli. Poklonimo na mesto rožic, Ja. tudi lahko eno lepo skladbico, ki je namenjena vsem mamicam. No, Daniela, no, kako pa je zdaj s tem 8. marcem, pa to se pri vas praznuje, fantje bom tudi potem povprašala, date kaj na te praznike, pa Valentinovo, pa ne vem, materinski dan, ali imamo se radi? Zdaj je to tak, ne? No. Ti prazniki, kot so Valentinovo, pa dobro, dan žena, so v redu. In jih tudi spoštujemo, tudi kakšna rožica, kakšna majhna pozornost Ja. je. Nam je bolj pri srcu Gregorjevo, Aha, ko je v bistvu naš praznik in materinski dan tudi, ampak vse skup nekako ne hasne, če se nimaš vsak dan nekako rad in spoštuješ delo žene ali moža. Ali pa, oboje, ne? Tako. Tako. Vsak dan mora ja. biti praznik. Vedno je v zvezi tudi eno prilagajanje, drži? Absolutno. Kako bi bilo, Pri če bi, nas no, kako vedno- bi izgledalo, če bi pri vas, a ne vama, ker ste ravno tlele, če bi vedno obveljala tvoja? Kako bi to izgledalo? Zdaj on gleda takole. Sej, Tako je. sej večinoma tak, ne? Ampak Vsak pri svojem ustraja, to je tek na vedno se najde ena srednja pot. a ne? Ne? Ja, ne? Eno prilagajanje. Tako, Ja, tako. in tako je prav. Tako je prav. Super, naslednja pesem, izvoli Daniela, Bojan, za praznik tvoj z nami, torej ansambl Zeme, ki vas vabi torej na veliki koncert, ki bo v nedeljo 22. marca ob 5. popoldan. Sej veste, a ne, glasba ne pozna meja, no morda kakšno višjo silo, ampak mi držimo pesti, torej, da bo 22. Torej, ta koncert izpeljan. Zdaj torej naslednja pesem za praznik tvoj za vse vas. Danes dan je prišel, draga mama, ko starejša si za leto dni. Bodi srečna, skrbi vse pozabi, rojstni dan danes tvoj se slavi. Vse najboljše srca ti želimo, sreče, zdravja, veselja vse dni, da izpolnijo se tvoje želje in ostani nam taka, kot si. Za praznik tvoj ti voščimo, naj tebi znaj nazdravimo, da dočakala bi 100 let na tem preljubem našem svet. Da dočakala bi 100 let na tem preljubem našem svet.
sreče, zdravja, veselja vse dni, da izpolnijo se tvoje želje in ostani nam taka, kot si. Za praznik tvoj ti voščimo, naj tebi zdaj nazdravimo, da dočaka mladi 100 let na tem preljubem našem svet. Da dočaka da vsaj 100 let bi na tem ljubem našem svet. Ja, takole za praznik tvoj, draga moja družba. Zdaj bomo še malce poklepetali, gremo tukaj v tole družbo, torej članov Zeme. Ja, dajmo se malo usediti, Sandi, prav prisrčen pozdrav seveda tudi tebi, ne vem, si že odigral danes partijo tenisa, ne? Še dan še pa je moj prezgodaj. Danes bi bilo pa prezgodaj, kaj pa jaz vem? Mislim, ljudje tako spreminjate ritem življenja, en je že ob 4 v fitness, ob 5, ne vem, tudi tebe, tako kot pogledam, si tako fit. To pomeni, da kaj? Šport je pri tebi doma? Tenis? Seveda. Tenis pa tudi kaj druga, tudi kakšen tek, kakšna hoja. Kdaj pa imaš čas za teč? Popoldne, zvečer. Popoldan, ja, super. Kaj pa družina, ne vem, doma imaš 2 dekleti, 3, seveda žena na čelu. Ženo na čelu pa ta starejša ima danes rojstni dan, tako da iskrene čestitke. Ne, čak mal, kako je ime? Karin. A bomo zapeli? Gremo se ostati, harmonika. A nas Karin zdaj le gleda? Ja, verjetno. Draga Karin, kaj ji boš kot oče seveda danes sporočil za rojstni dan? Ker to pa tudi, a veš, ni vsak dan na televiziji priložnost za čestitati. Ja, kaj bi sporočil? Da ne ostane takšna, kot je? Kakšna pa je? Zelo v redu. Zelo v redu, prisrčna, pridna. Aha, koliko je zdaj stara? 24. 24 let, kako čas hitro teče. Draga Karin, res vse najboljše, boste še dodali, ne vem, Daniela, kaj bomo, ti jo poznaš, ne? Seveda, vsi poznamo. Dobro poznate, kaj bi zaželeli kot člani ansambla? Draga Karin, ostani nasmejana, taka vedra in seveda ostani zdrava in taka kot si. In 3 pike. In 3 pike. Ja. Zdaj pa tisto, vse najboljše, draga Karin. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, Vse najboljše, draga Karin, vse najboljše za ti. Bravo in seveda še na mnoga leta, odlično, res odlična priložnost danes, da smo Karin torej čestitali. Na levi strani seveda basist, ki prihaja iz Koroške, a ne? Tako je. Ti si mojster v oblikovanju česa? Ja, Kako bi se opisal? ja. A mora ti malo pričeska? Ne. Mislim, da je že danes... Saj se pa vidi, ne, zelo lepo. Postelja že dosti naredila. Zelo lepo pričesko ima, ne? Ja, pa je tudi te ureja. Mislim, da se tudi ne bi pustil. Ne bi to šlo, ampak... Da bi mu pričesko naredil. Ja, ampak povemo pa, si mojster v oblikovanju? Ja, če povem tako, sem mojster v bistvu v struženju, to je v bistvu v službi, no. Zdaj, kar se pa tiče, bom rekel, glasbe, pa najraje izvabljam zvoke iz baritona. Ki si ga tudi menda sam enega naredil, ali kako, ali si ga sam nekako... Ne, v bistvu sem si ga nekako sam zamislil, no, ampak ni prišlo potem do realizacije, ja, do izdelka. Aha, zakaj ne? Zakaj? Nisi pa menda že obupal? Obupal? Ne, nisem, no. Naj bo to, ja. Je še v... A težko oblikovati te zadeve, ne? Kar precej. To pomeni, kaj zdaj v bistvu delaš, ne vem, daj mi en izdelek, ne vem, da si bom lažje predstavljala, kaj v bistvu pride ven izpod tvojih rok. Ja, v bistvu izpod mojih rok so, če rečem, unikatni izdelki. Kot, ne vem, recimo... Skrivnostni, ne? Gredi za veterne elektrarne, recimo, kar se pri nas
struži, Dobro. izdeluje. No. No, super. Mi je že malo blizu. Bom rekel, res je unikaten izdelek, ker pač pri nas imamo v zelo velikem, bom rekel, stroje. Doma, zato smo doma, torej domača obrta. Domača, tako. Ja. Saj pridemo do tvoje garaže tudi. Me zanima, kaj ti delaš v garaži. Ja, tako da, ja, super. Kaj drugega? No, torej, super, le, vse si povedal dovolj, ampak kaj pa ti glasba pomeni? V bistvu... Danes ga mečemo iz cone obdobja, a? Vem, mi glasba, kaj ne rečem, ampak vse. Ne vem, kaj bi... Glasba bi povedal kaj bi brez glasbe, Vredo. si ne znam predstavljati. Super, lej, jaz tudi ne. Jože, no zdaj mi dam ti mikrofon, kaj pa ti počneš v garaži, no povej. Ja, v garaži. Prvo imam vprašanje, imaš garažo? Imam garažo, ja. In kaj počneš v garaži, no ker smo ravno že tlele hecali njega? Ja, nek poseben mojster nisem, da bi tam kaj počel, nima kakaj stružnice, tako Jan. Se odvijajo kakšne, ne vem, vaje, ansamble zeme, morda kdaj tam noter? Ja, vaje, če jih imamo na Koroškem, imamo pri Janu, včasih tudi pri meni. Takrat jih imamo, pač eni manjši sobi, nekaj v garaži. Ja, super. Jih nimamo v garaži. No, tudi ti že kar, bom rekla, za tako kilometrino glasbeno, a ne? Zdaj, kako dolgo si pri Zemetih? Že od vsega začetka, kako je bilo s tem? V bistvu pri Zemetih sem zdaj, mislim, da 5. leto. Odličen si, super, čista petica. Čisto od začetka, no. No, lepo. Jaz mislim, da sem bil pred Danielu. Ja. No, ja, pa bomo da tako, a ne? Ja, Bojan me enkrat pokliče, pa je rekel, če se dobimo, pa mi je pač malo rekel, predstavil, da bi pač on rad nekaj še ustvaril, pa če sem za to, pa sem rekel, da bi pa bil. Ja, ker ste tudi imela ženo svoj ansambl, kako je bilo s tem, a ne? Ja. Ja, in pa ste nehali igrati, je bilo vmes kaj pauze? Ja, 4 leta, v bistvu jaz nisem igral. In kako je bilo zdaj, ta pauza ni tako najbolj prijazna, a ne, po mojem? Ja, tako srbijo prsti, recimo. Ja. Si jih šel kdaj v garažo preigravati, ne vem, pa si rekel, le se to pa ne more biti zelo že konc. Jaz moram še igrati. Če nimaš nekega cilja, da bi sam pri sebi doma, zdaj, ne vem, že igraš. In klic Bojana je bil ravno pravšnji. Ja, sigurno. Super. Andrej, damo ti seveda še tamle mikrofon, ne vem, pridem do tebe, imaš danes kaj zraven? Kaj takega, ko bi ti meni pokazal, jaz poznam se, veš... Vidva bila pa danes skupaj ena čarovnija naredila. No, dej. No, moramo povedati, da... Ti si čarodej, Andrej. Ja, res je. Ja, res je. In vedno imaš, Andrej, s sabo te pripomočke. Nekaj stvari moraš imeti vedno, da lahko kaj pokažeš. Sam, če bi Daniela lahko držala, kaj boš ti tudi... Kaj bom pa jaz mogla? Jaz imam danes s sabo eno žogico. In zdaj ta žogica lahko spremeni tudi barvo. Jaz bom zdaj to tako gledala, vse bom povedala. Ja. Tako. Tebi je še katera druga barva tudi všeč? Seveda, lepa oranžna, rdeča je moja. Rdeča? Bi spremenila v rdečo? Seveda. Ok, pihnijo. Pa je kje pa je? Čakaj malo. A tukaj je. Aha, rdeča pa ni. Ona je kar zginila, ni se spremenila barva. Ampak zdaj verjetno ne vedo, kako je ta čarovnija uspela. Zato bom jaz to danes prvič razložil, kako je to. Torej nam boš razkril. Za to čarovnijo rabimo 2 žogici. Zdaj pa daj takole dlan. Zdaj boš mene naučil. Kar z ono roko. In ena žogica gre tebi v dlan, skupaj stisni. Stisnem. Super. Takle drži. Držim, ja. In tukaj imamo še eno. Ti imaš še eno, jaz imam eno. Zdaj damo to žogico sem, ona izgine, počasi odpri pest, pa imaš ti notri mojo žogico. Ora si dober, Tako. Za čas posla si me. Sem te? Ja, veš da, pojma nimam, itak, super, dajmo torej aplauz za Andreja. Ja, to je nekaj iz takšnih zadev, drugače imamo pa bolj velike stvari za na oder. Sam rekla sem ti na začetku, ne me spremeniti v kakšna žival, pa bo čisto vse v redu, a ne? Sicer pa zabavaš otroke po vrtcih, šole. Tudi, ja. Tega je kar dosti šole, vrtci, pa tudi veliko rojstnodnevne zabave, tudi na porokah, abrahamih, pa tako dalje. Ja, super. Tako. Zdajle se boste počas poslovili z zadnjo skladbico Daniela Ta pa bo in seveda še enkrat povabilo na koncert, ki bo. Mora biti. Torej 22. marca v športni dvorani Vojnik. Vsi
na koncert Najlepše je doma. Najlepše je doma, zdaj le zadnja pesem, s to se boste za danes poslovili z naslovom Utrinek z neba. Utrinek z neba. Ok, a mi lahko prineseš tiste list, ki imam seznam gor? Ja, tamle, ja. Še lahko povem o pesmici? Ja, seveda. Torej, Utrinek neba, z neba je v bistvu skladbica, ki je bila posneta nazadnje. To je zadnja pesem, studijska zele za CD? Tako čisto sveža, še vroča in je nastala v spomin Franciju Zemetu. Torej je nekje tam gor, nas gleda, opazuje, a ne? Lepo. Ja, spomina njega, res se ga bomo spominjali, velik muzikant. Imam pa seveda tlele eno, ne vem, morda istočnico iz vaših naslovov. Daniela, ker imaš ravno mikrofon. Veseli fantje, najlepše je doma, za praznik tvoj, utrinek z neba. A si ti tak poet oziroma pišeš tekste? Ne vem. Ja, prav za Utrinek z neba sem napisala tekst. Si ti napisala tekst, zelo lepo. Ne vem, a bi pa znala, ne vem, en stavek povezati iz vseh teh vaših naslovov. Kje bi začela? Mislim, da bi se kar malo ujelo. Ne vem, če ti pride kaj na misel. A me razumeš, kaj hočem? Iz vseh teh začela malo govoriti, pa vmes povedala en stavek, pa da vse te naslove zajameš. Če bi to šlo, seveda, jaz imam Ja, recimo. Ansambl Zeme seveda prirejajo koncert. Najlepše je doma. Ampak na odru bojo seveda vsi veseli fantje in dekle iz našega ansambla. To je že druga pesem? In bodo zaigrali tudi za praznik tvoj, če slučajno tisti dan praznuješ, torej 22. obvezno na naš koncert in seveda se bomo spominjali našega utrinka, torej utrinka z neba, Francija Zemeta in sem omenila že tudi zadnjo skladbico. Četrto pesem, tako da evo, bravo, super! Meni to sploh ne bi šlo, če me takole izzove, jaz takrat, da izzivam ljudi tlele, ker na drugi strani je fajn biti, kot pa tam ne za mikrofonom. To si zelo lepo povedala, tako da evo, 4 pesmi danes zapete, zaigrane in povezane v eno tako celoto in res ansambl Zeme. Hvala lepa za obisk. 22. torej se vidimo na koncertu s pričetkom ob 17. uri. Kaj je z vstopnicami? Vstopnice pa lahko dobite na vseh prodajnih mestih Event Tima, torej to so vse pošte po Sloveniji, vse trafike in tudi bencinski servisi Petrol. Tako, hvala lepa, ansambl Zeme, Utrinek z neba, pa torej poslovilna pesem. Prosim.
Ja, hvala lepa, ansambel ZME z res čudovito skladbico. Hvala lepa, draga moja družba, srečno in seveda nasvidenje. Res čudovite pesmi in seveda najlepše je doma, nedelja 22. marec ob 17. uri, torej vabilo na koncert. Bomo še povedali, seveda pa na koncert vabimo tudi v Vinsko goro. Zdaj sem ravno kar torej dobila podatek, da trenutno koncerta v Vinski gori, ki bo 27. marca še ne odpovedujejo zaradi, se veste, koronavirusa, ampak budno torej spremljate vse novosti, ki se takole spreminjajo z dneva v dan. Tudi ansambel ZME seveda vam bo pravočasno sporočil, če koncert slučajno odpade, prestavili ga bodo, kaj in kdaj in kako, seveda potem dobro poslušajte. Torej Vinska gora, petek 27. marec, zaenkrat ob 18:30 uri zagotovo bo. Zagotovite si vstopnice, ja, kajti vstopnice gredo, ste si že kupili kar precej vstopnic in seveda to je odlična priložnost, da poslušate seveda vse zmagovalce oziroma lanskih znanih festivalov narodno-zabavne glasbe. Takole, zdaj ste pa na vrsti vi, draga moja družba, 90 93 61 22. Danes podarjamo kar 4 darilne bone in sicer bone v vrednosti 25 evrov. Vse Brglezove poslovalnice so tiste, ki so ta prave, ko boste dobili seveda darilni bon, da jih obiščete, torej tam lahko unovčite ta darilni bon v Zagorjah, Vransko, Petrovče, Šempeter. In seveda danes podeljujemo kar 4. Na koga imamo na zvezi? Dobar dan. Dobar dan, Matic. Kdo je z nami? Matic iz Šmarja. Šmarje, kako vam je ime? Matic. Matic, hitro številko. 070, ja. 60, 88, 62. 62, 88, 62. Matic, hvala lepa, srečno, nasvidenje. Adijo. Takole gremo naprej, kam potujemo zdaj. Dobar dan. Halo, Dobar dan, kdo je z nami? To je Ana iz Velenja. Ana Velenje, hitro številko, Ana. Ja, 041. Ja. 806, 656. Super, Ana, lepo nedeljo, pa lep dan žena. Srečno, kam gremo zdaj? Dobar dan. Kdo je z nami? Vlado iz Braslovče. Vlado, čakajte malo. Vlado Braslovče. Hitro številko. 035 709 239. Super, Vlado, lepo nedeljo, srečno. In kam gremo zdaj? Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Marija Šmartno Paki. Marija Šmartno Paki, hitro številko, Marija. 051, 211, 247. Samo tiste umestne 3 številke še, 051. 211. 211. 247. Sem, hvala, Marija, lepo nedeljo. Hvala, srečno, gremo hitro naprej. Dobar dan, kdo je z nami? Vida. Kdo? Vida. Vita, odkot? Iz Laškega. Laško, hitro številko. 051, ja. 305, 443. 443. Lepo nedeljo, Vita. Enako. Srečna, lep praznik. Dobar dan, kdo je z nami? Dobar dan, tukaj pa Frida iz Laškega. Čakajte, Frida Laško, hitro številko. 070, ja. 87, 8, 092. Super, Frida, zapisano. Lepo zdrav, Laško. Adijo. Srečno, gremo naprej. Dobar dan. Dobar dan, Berta iz Velenje. Velenje, kako vam je ime? Berta. Berta, številko. 041. Ja. 784. 882. Super, Berta, lepo nedeljo, pa lep praznik. Enako tudi vam. Adijo. Srečno. Gremo naprej. Dobar dan, kdo je z nami? Ja, Ramšek iz Celja. Celje, kako vam je ime? Nisem slišala. Ramšek Srečko. Srečko, številko? 031. Ja. 712 822. Super, Srečko, lepo nedeljo. Enako, adijo. Adijo, takole mi je všeč, na hitro gremo. Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Toni iz Šmarjeta. Toni, pišem Šmarjeta, hitro številko. 031. Ja. 616.
703. Super, Toni, lepo nedeljo. Vam pa vse praznike želim dan žena. Lepo, Toni, lepo se imejte, hvala. Srečno. Takole, gremo naprej. Kam potujemo zdaj? Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Helena iz Oplotnice. Helena, pišem Oplotnica. Hitro številko. 02 Ja. 80 20 006. 005. 6. Ja, Super. 006. 006. Super. Koliko zdaj? Helena, 006. Imam prav, ne? Helena, lepo se imejte, srečno. Gremo naprej. Kdo je zdaj v naši družbi? Dober dan. Številka torej 090 93 61 22. Dober dan. Se slišimo? Danes podarjamo kar 4 torej darilne bone Brglezove v vrednosti 25 evrov. Dober dan. Kdo je z nami? Zdenka Šmartnega v Paki. Še ena. Ja, Zdenka. Moja številka. Čakajte malo. 03. Ja. 031 643 562. Super, Zdenka, lepo nedeljo. Vam tudi. Tudi lepo se imejte. Zdenka, hvala za klic. Imamo koga na zvezi? Halo, halo. Mateja tukaj. Mateja, odkot? Celje. Mateja, številka? 070 345 pa 103. 103, super. 103 345 103. Super. Mateja, lepo nedeljo. Čau. In gremo kam zdaj? Dober dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Danica iz Šentjurja. Opa, gremo. Čakajte mal. Danica Šentjur. Danica, hitro številko zdaj. 041 Ja. 231 159. 231 159. Ja, hvala Super. lepa. Nasvidenje. Čau, Danica. Gremo naprej. Dobar dan. Halo. Halo, kdo je z nami? Ja, Boža iz Mislinje. Čakajte. Boža, Mislinja, 041. 532 226. Sem zapisala. Boža, čau, lepo zdrav na Koroško. Enako. Nasvidenje. Gremo naprej. Dobar dan. Halo. Kdo je z nami? Dobar dan. Kdo je z nami? Ja, lep. Reska. Reska, odkot? Iz Velenja. Hitro številko. 031 Ja. 640 374. Super, zapisano, Reska. Hvala. Nasvidenje. Čau, dio. Gremo naprej. Svetlobno hitrost. Dobar dan, kdo je z nami? Številka je torej 090 93 61 22. Halo, dober dan. Kdo je z nami? Halo. Ja, živijo, se slišimo. Ja, Kdo je v naši družbi? Andrej, Andrej, odkot? iz Šmartno v Paki. Čakajte, Šmartno ob Paki. Hitro številko. Ja, 041 Ja. 776 Ja. 179. Super, 776 179. Andrej, lepo nedeljo. Čau, še nekoga imamo na zvezi. Komaj pišem. Halo, halo, kdo je z nami? Tukaj pa Elizabeta iz Celja. Elizabeta, čakajte malo. Celje, številka? 070 Aha. 226 059. 070, od te druge 3 številke mi še povejte. 226. Ok, 059. 059. Super. Elizabeta, lepo nedeljo, srečno. Hvala, enako Čau, vam. čau, adijo. In gremo naprej, kam potujemo zdaj? Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Ana per telefonu. Ana, odkot? Iz Prebolda. Prebold. Prebold, hitro številko. 031 Ja. 893 Ja. 282. 282, super, Ana, lepo nedeljo. Srečno. Hvala, enako. Ja, in gremo naprej. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Marjan iz Laškega. Mark. Marjan. Marjan, Laško, hitro številko. 041 996 996 017. 017. Marjan, zapisano, držim pesti. Srečno. In številka je torej 090 93 61 22. Hop, kdo je z nami? Halo, halo, imamo koga na zvezi?
Ja, telefončki zvonijo, dober dan, kdo je v naši družbi? Halo? Živjo. Kdo je na drugi strani? Tone. Tone, odkot? Tonči. Tonči, odkot ste? Tone, dejte televizijski zaslon čisto na tiho, da se bomo bolje slišali. Gremo naprej. Kdo je z nami? Halo, halo. Dobar dan. Ja? Poslovili smo se. 90 93 61 22. Danes podarjamo 4, takole pokažem, darilne bone v vrednosti 25 evrov. Nekoga imamo na zvezi. Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Maša iz Šmarja. Lepo vas sliši. Maša Šmarje. Hitro številko. 070 70 30 10. Ja, pa vi pa niste mogli imeti boljših številka, ne? Samo okrogle. Maša, lepo nedeljo. Enako. Pa lep praznik vam želim. Enako vam želim. Čao. In gremo naprej. Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Antonija iz Velenja. Antonija, Velenja. Ja, številko, Antonija. Številko? 30. Čakajte, gremo še enkrat. Številka pa je? 031. Ja. 173. 934. Super, zapisano, Antonija. Lepo nedeljo, srečno. Hvala, enako, srečno. Še imamo telefonske klice. Dober dan, kam gremo zdaj? Dober dan. Tone. Tone, odkot? Iz Zeče. Zreče. Ja. Ok, številka pa je, Tone? 031. Ja. 643 642. Ja. 545. 642 5 45. 545. Torej 642 545. Super. Ja. Tone, lepo nedeljo. Vesele praznike za dan. Tudi vam. Dobar dan. Dobar dan, kdo je z nami? Anica iz Šentilja. Anica, Šentilja. Hitro številko. 041 Ja. 848 423. 423. Anica, super, lepe praznike oziroma lep dan želim. Hvala enako za praznik. Lep praznik tudi vam. No, kam gremo zdaj? Dobar dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Jožica iz Celja. Jožica, hitro številko. 041 565 559. Super, srečno. Nasvidenje, takole hitro, kam gremo zdaj? Dobar dan. Halo, halo. Dobar dan. Pišemo, ne? Dobar dan, kdo je z nami? Tle Matejka. Matejka? Ja. Matejka? 070 Ja. Celje. Super, 070 313 103. Ja, 103, super. Matejka, lepo nedeljo. Čao. Takole še en telefonski klic, zadnjega pa rečemo tako, dobim znak za zadnji telefonski klic. 090 93 61 22, imamo zadnjega? Nimamo, takole. Evo, draga družba, pa bomo potem v nadaljevanju, jaz se moram malo spočiti, ne? Pestro, hvala za vaše klice, danes torej podelimo 4, torej darilne bone v vrednosti 25 evrov, v nadaljevanju kratki oglasi. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Ste ljubitelji konj? Tekmujete ali trenirate s konji ali pa jih imate le preprosto radi? Nudimo vam vse na enem mestu. Naša konjeniška trgovina Kartelani vam ponuja hrano za konje, vitamine in pestro izbiro opreme za vaše konje. No, opremo pa imamo tudi za vas. A to še ni vse. Opremo imamo tudi za vse ljubitelje western jahanja. Obiščite nas in se prepričajte.
Dobrodošli pri Brglezu. Ja, hvala, draga družba, da seveda zahajate vse Brglezove, seveda seščičarne poslovalnice, za kar se vam seveda Brglezi iskreno zahvaljujejo. Zdajle je bil seveda čas pusta, pust je za nami, zdajle pred nami torej velikonočni prazniki, kaj kmalu in saj veste, potice, pa odlične potice, torej Brglezi pripravljajo, torej potice, orehove, kokosove, pa makove, torej različni nadevi. Posebej torej res dobrodošli, da si za vse tele velikonočne praznike torej na mizo narežete Brglezovo potico, seveda za vse tiste, ki doma ne pečete potic. Več kot 20 vrst kruha pripravljajo pri Brglezu, pekovsko pecivo, pa torej potice, kot sem rekla, orehove, kokosove, makove, bogat izbor keksov. Ja, keksi, lejte, nidani, od čokoladnih, dolinških, z marmelado, čajne rezine različne, seveda pri njih tudi različne pakirane za različne priložnosti. Pester izbor vsakodnevno svežih slaščic, kremne rezine, razne sadne, čokoladne, torte, vsak mesec je res pripravlja kaj novega. In pa torte različnih seveda oblik, okusov. Zdaj, če bi bila Dragica tukaj za mene, bi povedala absolutno, da sem bila jaz, mislim, da med prvimi, ki sem si zbrala res tako asimetrično torto za poroko in je rekla, kje si to našla? Ampak Dragica se je potrudila in pripravila res vrhunsko, lepo in pa seveda okusno torto. Tako da dobrodošli res v vse Brglezove poslovalnice. Zagorje, Šempeter, Vransko, Petrovče. Tako da prisrčno dobrodošli. Zdajle je počasi seveda tudi čas porok. To bomo ponavljali tako vsako nedeljo in za lepo to slavje, seveda za lepo to priložnost, poročna torta mora biti nekaj posebnega. Se strinjate, draga moja družba? Ja, in Brglezi prav gotovo poskrbijo za to, za zanimivo obliko, zanimiv okus, seveda po vašem izboru. Skupaj z Dragico torej oblikujete torto po vaših željah. In seveda te vaše želje, Dragica, absolutno upoštevam. Seveda pa takole malce te žilice svobodne pa moramo dati, ne? In seveda piko na i doda za svojim oblikovanjem te čudovite torte. Dobrodošli torej v vse Brglezove poslovalnice. Ja, pika na i pa so seveda fotografije, Foto Anka, dobrodošli vse njihove poslovne enote, Slovengradec, Selnica ob Dravi, Radlje ob Dravi, Dravograd, www.fotoanka.si, pravi naslov, Marcel vam izdela fotoknjige, izdelava različnih fotografij, torej različnih velikosti, izdelava fotokolendarjev, vabila, voščila, kartice, fotodarila, tudi novoletne voščilnice, to je zdaj za nami, seveda so velikonočna voščila, plakati, fotoplatna, tudi ansambli se tam slikajo, slišali smo tudi ansambl Zeme, skupina Kateca bo šla kaj kmalu, torej tja, Foto Anki in seveda bodo prav gotovo naredili en res dober fotografski izbor oziroma izbor s slikami. www.fotoanka.si je pravi naslov. Seveda vas vabim tudi v frizerstvo Polonca in sicer Polona frizerstvo v Šmartno 121, Šmartno pri Slovengradcu. Polona seveda poskrbi za odlične pričeske, za striženje, za barvanje, fen frizure, trajno kodrane las, poročne frizure, svečane frizure, spletanje kit. Polona, hvala ti lepo za tvojo prijaznost, hvala seveda za najprej za tvoje frizurce, ki nam jih torej tako lepe narediš, tudi barve in pa seveda različne tehnike, ki jih Polona seveda uporablja. Ja, pomlad je tukaj, čas sprememb morda tudi, a ne? In drage moje dame in pa seveda tudi gospodje, morda si za zdajle prihajajoče se pomladne dni zaželite kakšno novo frizuro, čisto izven vaših okvirjev, vaše, bom rekla, stalnice, izberete si kakšno barvo, ki si je
ki si je pred dobrim mesecem nikakor še niste mogli zamisliti, da bi jo imeli. Seveda Polona poskrbi za vse te čudovite barvne odtenke. Tako da dobrodošli torej v Šmartno pri Slovenj Gradcu. Takole, tik pred koncem pa seveda povabilo na sejem Flora in sicer Skaza ima tam tudi razstavni prostor, vse za vrt, dom in pa seveda okolico 13. do 16. marc v Celju. Obiščite torej nas na sejmu, torej Plastiko Skaza, kjer se bo predstavljala torej za svojimi izdelki in tukaj bodo imeli tudi veliko nagradno igro v svoji enega od 3 bokašev organkov. Ja, prav ste slišali, ekskluzivno bodo predstavljali torej 2 novi barvi. Domov pa boste lahko odnesli vsi tisti, ki boste izžrebani, torej 3 dobitnike bokašev organkov bodo izžrebali. Ekskluzivno olivno-zeleno kombinacijo, belo kombinacijo. Postani torej prvi srečnež in uporabi nove barve bokašev organka. Nagradna igra bo pa potekala od 9. do 29. marca. 30. marca pa bodo izžrebali 3 dobitnike bokašev organko v olivno-zeleni barvi. Rezultati bodo objavljeni na Facebook profilu Organko. Seveda takšne letake boste na sejemskem prostoru lahko prevzeli, dobili in seveda odgovorili tukaj ob strani na nagradno vprašanje, ki se glasi, kaj za vas pridela bokašev organko, ki ga imam tukajle, tale set in pa seveda bokašev organko 2. Kaj za vas pridela bokašev organko? Ali prvovrstno kompostno osnovo, sveže sadje, organsko gnojilo ali pa naravno čistilo za otoke. Obkrožiti boste morali 3 pravilne odgovore. Bokašev organko, najboljši kuhinjski pripomočnik, ki biološke odpadke spremeni v hranilo za vaš urban vrtiček. Takole, draga moja družba, zdaj pa samo še v teh oglasih, torej povabilo na najno spletno stran Polonca Klavdija. Zdaj je seveda čas porok, mi s Klavdijo se seveda z veselo pripravljava tudi danes na ene čudovite vaje. Lejte, tudi nedelje, takole bom rekla po domačem, riskiramo za vaje, za pesmi, ki jih pripravljamo, tako smo muzikantje. Torej, prisrčno dobrodošli na najno spletno stran Polonca, oziroma Facebook stran Polonca in Klavdija. Hvala lepa vsem tistim, ki nas takole pridno kličete, še posebej smo zelo veseli za poroke. Ja, nismo pričakovali, najprej smo seveda mislili, da bo kaj več teh presenečena, smo mislili, to bo noro, ampak zdaj je pa v bistvu se vse obrnili v drugo smer, tako da za poroke naj jo res kličete, seveda tukaj izpisani številki 041 865 108 in pa Klavdina 041 368 764. Lahko pa nam pišete na polonca.klavdija@gmail.com in se seveda rezervirate termin pravočasno, ker je naval velik, ja, in takole usklajujeva zdaj tele termine, ker tudi po 2 poroki na dan prideta in je potrebno res se uskladiti z mladimi, bodočimi mladoporočenci, uskladiti uro, ki je pa seveda najbolj važna. Torej, dobrodošli na najni Facebook strani, kjer najdete tudi nekaj pesmic, take lepe, čudovite, za uho, balzam za dušo. Dobrodošli. Takole, zdaj pa izžrebamo tik za konec 4 tiste, ki boste danes torej prejeli bon v vrednosti 25 evrov. In tlele imamo kar polno bowlo in izžrebam kar 4 in sicer prvega, to pa je Helena iz Oplotnice, iskrene čestitke. Druga, ki bo dobila torej darilni bon, drugi, Danica iz Šentjurja, iskrene čestitke. Gremo naprej. Tretja, Mateja iz Celja, čestitke. In še zadnji darilni bon, lepo darilo. Morda, da je mojega moškega, da bo poklonil za 8. marec svoji ženi. Matic iz Šmarja pri Jelšah. Iskrene čestitke, draga moja družba. Kaj naj rečem, lepo smo se imeli. Zdaj vas torej vabi na koncert, čudovit koncert, ki bo seveda 22. marca v Vojnikov dvorani ob 17. uri. Ne zamudite seveda še drugih koncertov in sicer tudi v Štorah danes Rdeči križ vas vabi ob 16. uri. Odprite srce. Srečno in nasvidenje do prihodnje nedelje.
Thank you.